Kunderova priredba Diderotjevega romana Jacques Fatalist in njegov gospodar je v Kunderovi obdelavi preimenovana v Jacques in njegov gospodar. Na nek način je filozofsko potezo fatalista preselil samo iz Jacquesa na oba lika in jo naselil z vprašanjem, kdo sem oziroma zakaj sem takšen, kakršen sem. Protagonista se sprehajata po enem odprtem terenu, po enem odprtem svetu, v katerem v bistvu vladata ona dva in njune zgodbe, ki si jih pripovedujeta, in zgodbe likov, ki jih srečujeta po poti. Njeno krovno vprašanje je, kdo sem v luči zgodb, ki jih poslušam, oziroma kdo sem, ko sledim zgodbam, ki so napisane v svetu. Skozi to v bistvu igra na svoji neki veliki shemi, prevprašuje vprašanje zgodb, ki nas oblikujejo, oziroma razlogov mitoloških ali socioekonomskih ali preprosto družbenih, zakaj smo, kakršni smo. Oziroma, natančneje se ukvarja s tem, kakšni smo v družbi, ki je obsedena z maščevanjem, z zlom, z vulgarnim prikazovanjem lastnega samoprava in tako naprej. Kundera je priredbo pisal v času ruske okupacije Čehoslovaške v tistem času in seveda prežet z frapantnostjo argumenta, tako vas ljubimo, da vam moramo ljubezen demonstrirati s tanki, seveda prevprašuje mere, do katerih, dokot lahko gremo v imenu neke strastne politike, koliko čustva, ljubezen, vera, prepričanje, neka subjektivno stališče do sveta lahko upravičuje naša dejanja, oziroma kako daleč lahko gremo, predno se zavemo, da naša dejanja v bistvu proizvajajo škodo nekomu drugemu, saj smo tako prepričani v svoj prav. Tu v bistvu smo soočeni z liki, ki na nek način so preživeli nek svoj družben čas, ampak hkrati še vedno vladajo v njem in v bistvu oblikujejo drug drugemu pojmovno zavetje, pred tem, da bi se morali zavesti, da mogoče se je čas njihovega egoističnega samoljubja zaključil in da več niso upravičeni do vsega, kar so bili nekoč upravičeni in tako naprej in tako naprej. Teda v bistvu igra, ki na vse pretege se trudi delovati kot komedija, izpade vse prej kot komedija, ampak bolj ena srhljiva slika ali pa ena grob prikaz vulgarnosti našega delovanja, ko živimo v svetu, v katerem smo ostali brez kakršnekoli samorefleksije, ko upravičujemo sami sebe skozi tradicijo, napisano je tako, zmeraj je tako, tak pač je in tako naprej. V bistvu seveda tekst skozi to na nek način poziva k neprestanemu prevpraševanju vsega, kar se nam zdi gotovo, kar se nam zdi prepričljivo, oziroma v eni dobri racionalni tradiciji ali pa tradiciji racionalizma v kontrast s strastem in čustvom in samoopravičevanju skozi te mehanizme v bistvu poziva gledalca in bralca besedila v originalu in tako naprej in ustvarjalce nas, da prevprašamo, kaj je resnica našega vedenja, resnica naših stališč, resnica naših prepričanj, zakaj ustvarjamo podobo o svetu, kakršno ustvarjamo. Teda v tem mislim, da je besedilo za danes točno in aktualno in relevantno in da nagovarja neko generalno družbeno klimo, v kateri vsi brezglavo iščemo svoj prav in se tako v bistvu opredeljujemo do družbe, od političnega, do osebnega, do odnosov, do drugih inštitucij, avtoritet, kakorkoli, do vseh relacij drug z drugim. Kje si pridemo lahko skupaj, oziroma kje stojimo drug nasproti drugega in kaj je ta razlika, ki vlada med nami, da nam na nek način, da nam ustvarja v bistvu diskurzivni prostor, kdo smo in tako naprej. Tako da ja, Jacques in njegov gospodar.